pozdravljeni. Jaz bom predstavil del študije posodobitve cestnih povezav na odseku Slovenj Gradec-Dravograd in Otiški Vrh-Holmec. Ta študija je v tem trenutku še v polnem teku, zato bodo to samo določeni deli, delovni zaključki pravzaprav prikazani. In sicer se bom v glavnem osredotočil na predstavitev tras. V zborniku imate sicer zapisano še nekaj več o tem, kakšne so izhodišča, zahteve za to študijo in sam pristop k delu, s tem vas tukaj ne bom posebej govoril. Tisto, kar lahko v tem trenutku povemo, je seveda, da ni še nobenih posebnih zaključkov. Ni še posebnih zaključkov na to temo, tako da, ko bo naloga pri koncu in bo seveda upravljeno delo v celoti, se pravi, da bodo vsi elementi te študije, ki vidite tukaj navedene, ko bo to vse izdelano, takrat se bomo pravzaprav lahko pogovarjali o tem, kakšna bo ali naj bi bila tukaj najprimernejša trasa. Zdaj, nekaj bo že danes povedano tega, o tem, kaj je bilo v predhodnem obdobju skozi zgodovino že upravljeno na teh dveh odsekih. Jaz bom iz tega 3 dokumente posebej izpostavil, zato ker se na njih tudi naše delo še posebej navezuje. In sicer prva je študija variant, ki se je v letu 2008 zaključila. To je študija, s katero je bil pravzaprav pokrit celotno odsek od avtoceste do meje z Avstrijo in na podlagi katere so bili potem bilo pristopljeno k izdelavi 3 državnih prostorskih načrtov na tako imenovanih odsekih 1, 2 in 3. In v bistvu tudi odsek Slovenj Gradec-Dravograd z obvoznicami je bil potem zaštartan kot DPN na podlagi te študije, medtem ko je za odsek od Otiškega vrha do Holmca, kot ste verjetno že večinoma seznanjeni, bila ta študija zaključena brez izbora variante in se je pristopilo k ponovni izdelavi študija variant. Ta študija se je kasneje odvijala in končala v letu 2013. In tudi ta študija nažalost ni dala zaključka, torej v smislu izbora najustreznejše variante, ampak je v bistvu, bi rekli, prostorsko, okoljsko in tehnično izbrala varianto. Žal pa ta varianta potem ni zadostila ekonomskim kriterijem, torej ni bilo odločitve o tem, kako naprej. To, kar mislim, da je treba pokazati, je, kaj vse, oziroma koliko vse nekih tras in variant se v tem prostoru v tem času že preigralo, obravnavalo. In pravzaprav tudi to, kar nam danes pokazal, ne bo nobeno odkrivanje tople vode. V skladu s tem, kar od nas tudi projektna naloga zahteva, imamo kar dobršen del neko ponavljanja že preteklosti, ali pa še enkrat obravnavanja istih tras, ampak torej nekaj pa je novosti, ali pa recimo temu nekaj upoštevanj dognanj in nekih zaključkov, ki so se v tem času pa vendarle zgodile in to vgrajujemo v te rešitve. V okviru študije je, torej del naloge je tudi prometna študija in do tega trenutka imamo pravzaprav prvo fazo, ki daje
prometne obremenitve na obstoječem omrežju v letu 2016. Kot vidim, imamo nekoliko različne podatke s kolegom Fickom, ki je v predhodnem predavanju nekoliko večje vrednosti pokazal, ampak generalno lahko govorimo torej o istem reranju prometnih obremenitev. Nekatere vrednosti so kar, res velike, da ne rečem dramatične, so pa nekatere, kot je recimo na mejnem prehodu Holmec, pa seveda izrazito skromne. Kaj so izhodišča, ki jih upoštevamo? Najprej je to, da govorimo o daljinski cesti, za katero mora biti upoštevana projektna hitrost vsaj 90 km/h, brez nekih lokalnih omejitev. Kasneje bom povedal, kako se to seveda v nekaterih variantah izkaže kot zelo zahtevno. Ločevanje motoriziranega in nemotoriziranega prometa in pa izvennivojska križanja, razen v eni podvarianti tako imenovane rekonstrukcije obstoječe ceste, kjer je tudi možnost, da se naredi priključevanja in križanja z nivojskimi. No, ker je del naloge tudi preveriti, kako je torej z obstoječo infrastrukturo oziroma z obstoječo cesto in kaj rekonstrukcija take ceste pomeni in prinese, torej je izhodišče za to varianto, torej sama nadgradnja oziroma največji meri posodobitev obstoječe prometne infrastrukture in, kot sem že rekel, potem dve podvariante, enkrat z nivojskim, enkrat z nivojskim križanjem. Za novogradnjo ceste jasno samo izvennivojska križanja in pa upoštevanje dejstva, da bo nova cesta Cestninska. Na odseku Slovenj Gradec-Dravograd imamo s projektno nalogo pravzaprav zahtevanih oziroma predpisanih 5 variantnih rešitev, 5 tras. Kot sem rekel že prej, rekonstrukcija obstoječe ceste z dvema podvariantama, potem je trasa 4-pasovne ceste, ki je bila že obravnavana in v bistvu do razgrnitve pripeljana tudi skozi postopek DPN-ja. Potem v isti tej trasi, torej v trasi 4-pasovne ceste, izvedla dvopasovne ceste kot prve faze. Potem je trasa povsem, bom rekli, nove, torej dvopasovne ceste neodvisne od predhodno sprejetih dokumentov in pa trasa po izboru projektanta. Iz teh 5 tras se tvori 7 omrežij, kombinirajo se omrežja na obeh odsekih, torej tudi na odseku Otiški vrh Holmec, ki ga bom kasneje predstavljal, in torej dobimo 7 omrežij. Za teh 7 omrežij v bistvu se izdelujejo potem gradbeno-tehnične rešitve oziroma preveritve. No, jaz bom zdaj pokazal, bom tole zadovoljivo delovalo. Pripravili smo eno video predstavitev, ki pa je, moram reči, res gledano z vidika tehnike zelo zahtevna in bo verjetno potekala relativno počasi, upam, da boste imeli dovolj potrpljenja. Skratka, na odseku od Slovenj Gradca, zdaj smo šli malo prehitro, začenjamo z rešitvijo navezovanja nove južne obvoznice in potem imamo tukaj in potem nadaljujemo proti Slovenj Gradcu. Tu imamo več variant prikazanih, tale temno modra je tista rešitev iz DPN-ja, tule grejo nove dvopasovne ceste in tule je pa rekonstrukcija obstoječe ceste.
Zdaj, nove trase se praktično tukaj zelo pokrivajo z traso DPN-ja, seveda rekonstrukcija obstoječe ceste pa tam, kjer ta cesta danes je. Tudi variante dvopasovne ceste, ki niso neposredno zahtevane kot faza štiripasovnice, so dejansko trasirane na način, da bi se lahko po potrebi tudi še kdaj razširile oziroma postale štiripasovnice. No, na območju priključka Slovenj Gradec-Sever imamo za razliko od DPN-ja, ki je imel tukaj zelo obsežen priključek, zdaj skromnejše rešitve. Moram pa poudariti problem rekonstrukcije. Rekonstrukcija pod temi pogoji je, lahko rečemo, zelo zahtevna, zato ker je dejansko treba z sporednimi servisnimi cestami zagotoviti dostopanje tako za industrijo, kot vidimo tudi, kot seveda za prebivalstvo in za okoliške, torej kmetijske površine. No, zdaj tukaj imamo priliko videti nekaj novih rešitev, se pravi prave cijan in pa na tej strani rdeča, oziroma magenta, so modifikacije za tras dvopasovnih cest, torej tistih, ki niso neposredno pogojene z DPN-jem. Z njimi upoštevamo dejansko tiste najbolj izpostavljene kritike lokalnega prebivalstva iz predhodnih faz in se v bistvu trasa umika zdaj na pobočje, tako se umakne Šentjedertu, Bokovski vasi, kot tudi Šentjanžu. To so sicer, se zavedamo, gradbeno zahtevnejši posegi, tudi investicijsko, vendar glede na pretekle izkušnje menimo, da je to edina možna rešitev teh nasprotovanj v lokalnem okolju. No, na območju od Tiškega vrha imamo v bistvu eno novo rešitev priključevanja na dvopasovnice, seveda reševanje podobno je enako kot prej. Zelo kompleksno pa nastane tukaj reševanje rekonstrukcije pod temi pogoji, kot sem prej že jih navedel, tako da dejansko tule na območju križanja treh cest pri tako imenovanem mostu pridemo praktično do razcepa sicer dvopasovnih cest, ampak vendar z velikim posegom v prostor. No, če tule zdaj še pogledamo variante pri obvoznicah Dravograda, poleg tistih začetnih oziroma iz DPN-ja temno-modrih smo v nekih delovnih rešitvah, ki smo jih pripravljali tudi po naročilu občin, pripravili še eno variantno rešitev, ki v bistvu na tem modelu pomeni pomik južneje in z tunelom prehod proti vzhodu, kjer se potem cesta naveže na obstoječo G11 in v bistvu se umakne temu naselju Meža, kjer je bilo pa tudi v postopku DPN-ja izraženo veliko nasprotovanja. To je en del sprememb, druga sprememba se pa zgodi na navezavi proti Viču, oziroma ta druga varianta upošteva nekoliko drugačen potek proti Viču in sicer z podtekom po Dravskem obrežju in praktično posebno mimo naselja. To bomo še videli, se sigurno. No, tole je mogoče zanimiv pogled na celo Mislinjsko dolino, oziroma na pokritost tega prostora z temi variantami. No, v odseku Otiški vrh-Hronec imamo podobno 5 trasnih rešitev, torej zopet rekonstrukcija obstoječe ceste, potem
trasa 4-pasovne ceste, ki je bila del študije iz leta 2013, potem trasa 2-pasovne ceste zopet kot prva faza 4-pasovne ceste, potem trasa nove 2-pasovne ceste, ki je bila pravzaprav tudi v študiji iz leta 2013 spoznana kot gradbeno-tehnično, prostorsko in okoljsko najprimernejša, kot sem rekel, bi rekli, prvoranirana varianta iz teh vidikov in pa potem še zopet trasa, ki je po izboru projektanta. No, ko govorimo o trasah po izboru projektanta, lahko povem, da smo pri tem sledili tistim, bom rekel, spoznanjem, ki smo jih od zaključka preteklih študij oziroma dokumentacije pridobili. V tem času smo imeli veliko dialoga tudi z občinami, kjer smo nekako iskali tiste kompromisne rešitve za preseljanje pač nekih neusklajenosti, ki so v preteklosti zavirale postopke. No, torej, kot sem že prej rekel, na koncu se tudi teh 5 variant združi z variantami iz predhodnega odseka v teh tako imenovanih 7 skupnih omrežij. Poglejmo si zdaj tole še tudi na tem video prikazu. Tukaj se zdaj na območju Hotiškega vrha, odkud začenjamo proti zahodu. Te variante iz tega prostora smo predhodno nekako že pogledali, še enkrat mogoče poudarek v bližnji pogled, prej je šlo to malo hitreje na priključevanje iz Dravograda na glavno traso proti Slovenj-Gradcu oziroma proti Holmicu, za tiste trase, ki so pomaknjene višje v pobočje in se torej umikajo na naselju Šentjanž, je tukaj taka malce zahtevnejša trasa, zato ker je seveda tudi položaj osnovne trase višji. Je pa tukaj trasa kopana in je tu v bistvu predviden na enem delu pokrito kop. No, tukaj imamo torej tudi rekonstrukcijo obstoječe ceste in sicer po eni varianti in po drugi varianti oziroma po drugem omrežju iz Slovenj-Gradca se pridruži tudi druga trasa. Vse ostale trase, nove trase se v bistvu držijo tega južnega pobočja ob Meži in pridemo potem tukaj na koncu te ozke doline do naselja Dobrije, kjer se v bistvu tudi trase razcepita, ena na severno, ena na južno pobočje. Severna je v bistvu tista za 4-pasovno rešitvijo in tukaj z tunelom, dočim vse ostale trase grejo po južnem pobočju. Tukaj je tudi ugotovljeno, da pravzaprav rekonstrukcija obstoječe ceste sploh ni smiselna, zato so elementi obstoječe ceste tako majhni, da pravzaprav bi bila več čas potrebna bolj po ne nova trasa, hkrati bi pa bilo treba še veliko preureditev za lokalni promet in zato smo tu traso že v osnovi umaknili na to pobočje. Na tem delu imamo tudi upoštevanje predvidene voznice za Kotlje in njeno priključevanje na variante, ki potekajo po južnem robu. No, tu smo pa zdaj že na območju Ravn, kjer pa je ravno ta rekonstrukcija izredno zapletena. Tu ste videli en dolg viadukt, ki pravzaprav premošča oziroma nekako smo pohiteli. Rekonstrukcija obstoječe ceste in pa variante, nove trase, ki grejo po severnem robu,
Tukaj ni bilo možno narediti nobene variante s prehodom preko doline, zato gre sta tukaj dve varianti v tunelu po severnem rogu, obe sta varianti že iz predhodne študije. Dodali smo jih pa še tretjo varianto, ki poteka tukaj ob železniški progi, se pravi v koridorju o neposredne železniški progi. Na dveh delih je ta trasa pod zemljo, v bistvu kopana pokrita s pokritim kopom, no in tu nadaljevanje tudi z tunelom. Zdaj smo že šli mimo Prevalj in se približujemo torej Poljani. Tukaj ni nekih posebnih novosti, kar se trase tiče, držimo se tega južnega pobočja, to je pa seveda varianta za rekonstrukcijo obstoječe ceste. Proti Holmcu, Poljani proti Holmcu imamo en premik tukaj za naselje Poljana, pri vseh novih variantah. Torej trasa 4-pasovne avtoceste, ki seveda mora iti mislim 4-pasovne ceste, ki mora iti po svoji trasi, medtem ko rekonstrukcija obstoječe ceste za 90 km/h pa je zopet znaten zalogaj, zelo zahtevna rešitev in tukaj smo tudi predlagali naročniku premislek o tem, ali so izhodišča tako, kot so v resnici torej nujna oziroma neobhodna. Tako da to je zelo na hitro, zelo na grobo, da sem v časovnih limitih. Tole je potem še samo zaključek domenjega prehoda Holmec. In na koncu še v bistvu kaj sledi. Kot sem rekel, v tem trenutku smo približno na polovici gledano z vidika razpoložljivega časa. Opravljene so bile torej te pripravljene osnovne trasne rešitve. Te so sicer do neke faze že bile preverjene tudi z vidika prostora in okolja. V tem trenutku se intenzivno dela na prometni analizi in ko bomo imeli v bistvu tudi prometne obremenitve, bomo vse te rezultate nekako soočili in pogledali, ali je na podlagi tega še izvedljiva kakšna modifikacija oziroma optimizacija tras. Na to sledijo seveda nujni izračuni investicije. Izdelala se bo torej analiza širših družbenih učinkov in nadaljevanju analiza stroškov in koristi. Kolega pred mano je to zelo detaljno pojasnil, oziroma razložil, tako da tukaj ni potrebno dodajati ničesar, razen seveda to, da se bo na enak način delo odvijalo tudi v okviru te študije, torej po enaki metodologiji. S tem, da imamo in tukaj dejansko 11 scenarijev predvideni, se pravi bistveno več kot na predhodnem, na južnem delu. To pa seveda zato, ker imamo še trase nedorečene oziroma odprte, medtem ko ste videli, je šlo pri spodnjem delu pravzaprav samo za vprašanje etapne in fazne gradnje. In zato seveda manj scenarij. S koncem junija je torej rok, da se ta naloga preda v celoti, torej da se sintezno poročilo z predlogom najustreznejše variante pripravi do tega trenutka. Ali vam?